No, lep pozdrav vsem. Veliko smo slišali, seveda odziv na to nesrečo je bil zelo učinkovit, seveda moramo se zahvaliti vsem posameznim deležnikom. Ugotovili smo vsi isto skozi vse te nastope, da pač je nujno medsektorsko sodelovanje. Sodelujemo v različnih sektorjih, ki smo odgovorni za javno zdravje, zaščito, reševanje, varnost hrane, veterino, kmetijstvo, jedrsko in kemijsko varnost, promet in gospodarstvo. Za vsa ta področja Slovenija, vključno z drugimi 195 državami, zavezuje tudi mednarodni zdravstveni pravilnik. Implementacija tega ob izrednih dogodkih omogoča varovanje javnega zdravja. No, Nacionalni inštitut za javno zdravje se tradicionalno ukvarja z oceno tveganja za zdravje, ki ni samostojna zadeva, pomembna je tudi komunikacija tveganja in seveda upravljanje s tveganjem, da se tveganje ali prepreči ali zmanjša na sprejemljivo raven. In to smo seveda tudi včeraj naredili preko ustrezne komunikacije, bom rekel že z mediji, spotprogem, že pri bencinski črpalki, pred vstopom v sam kraj dogodka so informacijo dobili, kako je treba, kaj morajo početi prebivalci, kako se najlažje zaščitijo, kar je bilo že danes povedano, seveda na samem mestu dogodka, pa tudi za Radio 94, radio, ki pokriva to področje, preko katerega so ljudje dobili bistvene informacije, kako naj v tem prvih urah. Znano dejstvo je, da v teh situacijah ekstremnih ljudje lahko veliko sami zase naredijo, kolikor upoštevajo navodila, ki jih dobijo od strokovnih služb v danih situaciji. Seveda, ko se zadeva poleže, pride pa lahko do vzorčenj in nadaljnih analiz, se pravi po hitri oceni tveganja, ki je bolj preliminarna, za veliko negotovosti, se lahko pa naredi totalnejše ocene in se vidi, kakšna realna škoda in kakšna tveganja zdravja. Hvala lepa.